požarov iz zraka. Skratka, šlo bo za večfunkcijsko letalo, ki bo zagotovo izjemno dobro služilo Republiki Sloveniji kot celota. In vsekakor je preteklost pokazala, zlasti ta COVID kriza, da Slovenija absolutno potrebuje takšno zmogljivost, da smo bili v času te COVID krize precej neobogljeni in odvisni od drugih. Ta zmogljivost in to letalo bo pa izjemno povečalo naše možnosti, pa predvsem suverenost in neodvisnost. Pravite, da ste podpisali dogovor. Od dogovora do pogodbe je očitno še dolga pot. Kakšen je zdaj, bom rekel, časovnica od tu naprej? Gre za tehnični sporazum, ki praktično predvideva vse bistvene stvari. V tem tehničnem sporazumu je določena cena, so določeni moduli, je določeno tudi to, kako bodo stvari tekle, tako da praktično je bila danes stvar zakoličena in zapečatena. Jaz tu dalje pričakujem, da bodo stvari tekle relativno dobro. Je pa ta tehnični dogovor ne pomeni zgolj nakup letala, ampak govori tudi o nakupu teh dodatnih modulov, ki bodo potrebni. Govori tudi o usposabljanju naših posadk, ker je tudi zelo pomemben strošek in smo ga vključili v ceno letala. Govori tudi o rezervnih delih, ki so del cene, in pa skratka celoten paket usposabljanja in vzdrževanja predstavlja podpis tega današnjega tehničnega sporazuma. Povejte nam torej ceno. Gola cena letala je okrog 48 milijonov evrov, potem so različni moduli, o katerih smo pregovorili, ki zneso tam okrog 10 milijonov evrov, in ostalo je seveda davek na dodano vrednost. Povedal pa sem, da je v to ceno letala pomembno vključeno torej vzdrževanje, rezervni deli, usposabljanje posadk in certifikacija. Jaz bi rekel, da te dodatni deli, ki smo jih vključili v ceno, zagotovo predstavljajo do 10 milijonov evrov. Se mi zdi, da smo se izpogajali za izjemno dobro ceno. Ne nazadnje imam občutek, da je bilo tudi v interesu Italijanom, da nam gredo čim bolj nasproti iz dveh razlogov, ker utiramo pot za posel vlada vladi. Slovenija bo praktično prva država, s katero bodo to počeli. Minister je danes povedal, da je tudi za njih danes to velika stvar, da za nami seveda sledijo tudi Avstrijci, ampak mi smo tisti prvi, ki utiramo pot za to, da bodo te posli seveda tudi za italijansko stran v prihodnosti izjemno mogoči. To je en pomemben element tudi za njih. In drug pomemben element, da to vsekakor krepi to našo obrambno sodelovanje, ki je bilo zdaj izjemno dobro na številnih področjih. Imeli smo skupne misije, skupne kontingente, skupne usposabljanja in zdaj tudi to sodelovanje na tehnični ravni, tudi to letalo, to sodelovanje še dodatno krepi. Tako da gre za primer, ko obe dve državi pridobita, ko se izognemo vsem posrednikom in ko to delamo na takšen način, da bo seveda koristno res za vse državljane obeh dveh držav. Zadnje vprašanje, se ne bojite slučajno kritik zaradi tega nakupa pač v času povečanega zadolževanja države zaradi pandemije? Na tem področju so kritike stalne, ampak to ne delamo zaradi kritik, to delamo zaradi koristi države in njenih državljanov. Pretekle krize so dokazale, da Slovenija to potrebuje, in zdi se mi, da kot odgovorna vlada smo bili to dolžni storiti, da bomo lahko v prihodnjih krizah predvsem računali sami nase, na svoje zmogljivosti, ne pa na dobro voljo nekaterih drugih. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala za vaš poziv.